Prehajamo na 4. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik, skrajšani postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 23, predlagatelj župan, poročevalci pa Mihela Brnot-Vetrnik, Aljaž Škorjanc in pa Maja Sušnik. Mihela, izvolite beseda. Hvala lepa. No, že pri obravnavi prejšnje točke so bile malo obrazložene nekatere spremembe, ki se izvajajo na področju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v naši občini. Najbolj pomembna je seveda uvedba zbiranja odpadnega papirja in drobne lepenke na prevzemnih mestih oziroma po sistemu od vrat do vrat. Glavni namen je, kot je bilo tudi že omenjeno, zmanjšanje količine tako imenovanih mešanih odpadkov odloženih v črnih posodah. Sortirne analize so namreč pokazale, da je med mešanimi odpadki v teh črnih posodah odloženih približno 9% papirja, kartona in tovrstne odpadne embalaže. No, ta novost se kot pilotni projekt v skladu z veljavnim 10. členom našega odloka lahko izvedemo kot pilotni projekt določen način zbiranja, ki se sicer ni opredeljen v odloku. No, in ta novost se je v mesecu oktobru lanskega leta začela izvajati na območju 3 krajevnih skupnosti, in sicer Podgorje, Šmarca in Volčji Potok. V tem obdobju so se pokazali dobri rezultati, uporabniki so novost dobro sprejeli, tudi sprememba frekvenca odvoza mešanih odpadkov, namesto enkrat na 2 tedna se odvaža enkrat na 4 tedne, ni povzročala težav. Z uveljavitvijo tega odloka pa bo koncesionar to spremembo uvedel na območju celotne občine Kamnik, predvidoma do 1. julija letošnjega leta. No, v lanskem letu so bile izvedene tudi nekatere spremembe na ekoloških otokih. Koncesionar je na 20 lokacijah postavil zabojnike za odpadno jedilno olje in z nekaterih ekoloških otokov odstranil posode za embalažo, ki se že nekaj let zbira po sistemu od vrat do vrat. Za zbiranje odpadnega olja je vsem uporabnikom razdelil 3-litrske plastične posode. Tudi ta novost je strani občanov zelo dobro sprejeta. S predlagano dopolnitvijo 8. člena odloka pa se za nekatere uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov opredeli možnost, da pod določenimi pogoji oziroma zaradi določenih razlogov začasno niso vključeni v izvajanje storitev in so zato oproščeni plačila stroškov storitev. Gre predvsem za izvajalce sezonskih oziroma začasnih dejavnosti in za primere, ko je na primer zaradi razglasitve epidemije izvajalcem občasno prepovedano ali pa onemogočeno opravljanje dejavnosti. Kot sem že v začetku povedala, s tem predlaganim odlokom se osnovni odlok bistveno ne spreminja, zato smo predlagali, da se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Toliko, hvala. Hvala, Mihela. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Namenoma se nisem prej oglašal, ker se mi zdi, da moja razprava se vseeno bolj navezuje na to točko, ker cena se spreminja po uredbi in tam nimamo kaj veliko, poleg tega je bila tudi revizija delana in je tako, kot je. Se pa točki precej navezujeta. Zdaj s tem, ko bomo zbirali papir od vrat do vrat, bomo prišli do novih zabojnikov. Že v prejšnji točki smo slišali, da je na dvig cene vplivala tudi menjava zabojnikov, ko smo dobili vsi nove zabojnike. Jaz srčno upam, da boste na Publikusu toliko več papirja zbrali, da se bo ta strošek pokril iz prodaje papirja, ne iz strani dviga položnic. Začeli smo z zbiranjem olja. Zanima me, kaj se zgodi potem s tem oljem, ga prodajate ali morate plačati za to, da ga nekdo prevzame, in kako dobro se je to prijelo, koliko olja se je zbralo. Da ne bom vedno sam kritiziral, nekaj pohval si Publikus vseeno tudi zasluži, in sicer zelo pohvalno je, da na zadnji strani računa oziroma položnice običajno dobimo neka koristna obvestila. Eno takšnih je tudi koledar tedenskega odvoza
zabojnikov. Jaz moram reči, da kar vsak teden pogledam, ali je rumena ali je črna kanta za peljati tja. Druga pohvala gre seveda, je namenjena zbirnemu centru, ki sta ga občina Kamnik in Komenda zelo zgledno zgradili. Ima pa ta zbirni center eno veliko črno piko, ali pa bom rekel eno veliko črno območje, in to je okolica zbirnega centra, ne. Ko pripeljamo dol odpadke, je super, ampak okrog je pa še vedno polno obal plastike in me zanima, kakšne so plani, kratkoročni, dolgoročni, da se te plastike znebite, ker sej ne gre samo za slab izgled, gre pač za neko potencialno nevarnost. Tudi vemo, ni tako dolgo nazaj je bil požar tam in to predstavlja kar veliko nevarnost za občanke in občane. Zdaj omenjeni so bili super ekološki otoki, ne. S tem, ko zbiramo elektronko, zbiramo oblačila, zbiramo olja, se je tudi povečala površina teh ekoloških otokov. Zdaj pri olju, zabojniki za olje imajo neko podlago spodaj, ki so namenjene tudi lovljenju olja v primeru razlitja. Žal, meni je padla v oči fotografija gospe Jasne Paladin v zadnji številki Kamničanke. Na naslovnici je prikazan super ekološki otok, tamle zadaj za samostanom. Oba dva nova zabojnika, tako za elektronko kot za oblačila, sta pa postavljena na zelenico in vse okrog je pohojeno oziroma polno blata, ne. In se mi zdi, da bi bilo primerno, da če postavljamo nove zabojnike, da občina poskrbi tudi za to, da se pod zabojnike ustrezno namestijo pralne plošče, tako kot je to običajno na ostalih ekoloških otokih. Največji problem pa ni publikus, največji problem smo občanke in občani, ne. Že kolega Uršič je o tem govoril, jaz sem ravno včeraj na svoji Facebook strani poobjavljal in objavljal en podoben primer. Sam živim v neposredni bližini ekološkega otoka in imam dnevno vpogled na to, kaj se tam dogaja, ne. Zdi se mi, pa bo gospod Petek povedal, če imam prav, da sta modri zabojnik za papir in pa zelen za steklo najmanj problematična. Precej hujš problem predstavlja rumen zabojnik, ki je namenjen embalaži, to pa včasih mislim, da gre za kosovni odpad, ne. Noter se najde od oblačil, čevljev, avtomobilskih gum do tudi mrtvega jagenjčka smo že noter najdela, ne. Res je neverjetno, kaj vse ostane, pride noter, folije za balo, ni da ni, kar si človek lahko zamisli, ne. In prav vidi se, ko nekdo pospravlja stanovanje ali upravlja neka gradbena dela, se pripelje. Zdaj bom omenil 3, ki se meni zdijo najbolj problematična. To so ekološki otoki, okrog katerih se pač dnevno vozim. Šmartno, Buč in pa Srednja vas, ne. Sploh tisto v Srednji vasi je katastrofa. In tam se spomnim, smo že v preteklosti razmišljali o tem, da bi ga preselili mogoče nekaj metrov stran od ceste, da ne bi tako na očeh, da ne bi potem vsi tam odlagali. Jaz mislim, da tudi zgibanke ne bojo pomagale. Edino, kar bo pomagalo, bo nadzor in pa odkrivanje storilcev. Velikokrat se zgodi, da je na ekološkem otoku polno gradbenega materiala, da izvajalci gradbenih storitev pripeljejo te hobuke, kante od Baru, od Jupola, tudi konce Knaufa, vse živo, no. Vseeno je boljše, da je to konča na ekološkem otoku kot nekje v naravi, ampak glede na to, da imamo sodoben zbirni center za ravnanje z odpadki, se mi zdi res, ne vem, kot da živimo 100 let za leseno žlico, kot sem lani zapisal, ne. Da se nam to še vedno dogaja. In tukaj bo zagotovo treba narediti en premik naprej, in če ne gre zlepa, bo mogli pač zgrda. In tukaj bi bilo nujno potrebno uvesti tudi neko večjo kontrolo nad tem in pa tudi kazni. Kar me pa, ne bom rekel, da me zmoti, no, v tem odloku, je pa ta oprostitev plačila, ki omogoča tistim, ki čez leto ne živijo na domačem naslovu, da so upravičeni plačila odvoza odpadkov.
Če povem plastičen primer, študent, ki živi v študentskem domu, če je tam prijavljen, ne potrebuje od oktobra do junija ali kakorkoli plačevati tega prispevka. Super, ampak v Tuhinjski dolini, tam, kjer nismo priklopljeni na javni vodovod, plačujemo tudi vodarino po pavšalu. In tudi v tem primeru bi si potem občanke in občani zaslužili enakopravno obravnavo. Če spreminjamo en odlok v tej smeri, potem moramo poskrbeti za celostno ureditev in tudi ostale odloke temu primerno prilagoditi. Ker ni pogost pojav, ampak sem rekel, na podeželju, kjer nismo priključeni na javno kanalizacijsko mreže, pač to plačujemo po pavšalu in mislim, da bi bili tudi ti lahko upravičeni. Toliko za enkrat. Z moje strani sicer pa pozdravljam vse predlagane spremembe. Karkoli bo pripomoglo k zmanjšanju odpadkov v naravi, karkoli bo pripomoglo tudi k zmanjšanju cen storitev upravljanja gospodarske javne službe. Jaz upam, da se bo to odrazilo tudi na položnicah. Razlog za povečanje v prejšnji točki je bilo tudi ta napačno ocenjena količina odpadkov. Jaz verjamem, da so te ocene zdaj bolj točne in s primernim sortiranjem jih lahko zmanjšamo in tudi ceno s tem primerno upam, da znižamo in sem bolj optimističen od kolega Joža, ki je rekel, da bomo zagotovo imeli višjo ceno. Jaz upam, da bomo imeli manjšo, predvsem, če bomo rešili v postopek podelitve nove koncesije, kjer jaz upam, da bo trg ponudil konkurenčne cene in da ne bo prišlo spet do kakšnih kartelnih dogovorov, kjer bodo šle cene v nebo, nastradale bodo pa občanke in občani. Hvala lepa. Hvala, beseda ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz upam, da nisem bil prej narobe razumljen glede modrih posod. Absolutno pravilno, da bojo to doma in da bomo tam zbirali. Pač naše gospodinstvo spada med tiste, ki smo že to ločevali, da pa vozili na ekološki otok. Prej so šole zbirale, pa smo prišli v obdobje, ki se tudi to šolam ni več splačali. Tako da tukaj tudi ena od zadev, ki mogoče bi bilo dobro, da publiku stopi v akcijo v kontakti s šolam in da se to malo bolj vzpodbudi. Tudi občina sama. In tukaj sem tudi navezal na te spremembe 8. člena, ki imamo izjeme. Ko sem spoznaval stroške osnovnih šol naših javnih zavodov, sem ugotovil, da tudi skozi poletje, julija, avgust plačujejo enake položnice kot takrat, ko je na polno šola zasedena, tako da predlagam občinski upravi, da to v bodoče tudi vključi v te izjeme. Ni velik, ampak še evro se pa prišpara. Tako da, kar se tiče teh izjem, me zanima v bistvu, kako se to preverja dejansko, a ne sezonsko. Sej vemo, da so sobodajalci pa kempi so omenjeni, ampak to naprej sporočajo, da ne bojo plačali in pol vi preverjate dodatno, ker mislim, če smo turistična občina, mislim, da tukaj ne moramo imeti izjem, pa da moramo skozi skrbeti, da so zasedeni. Pustimo pa to, to je pa že v drugem delu pravne osebe, če so pa razmere take, da ne morajo dejavnosti upravljati, pa idim pravilno. Pol pa še ena zadeva, kar se pravnih oseb tiče, ki je tudi že kolega Igor omenil, ki mislim, da so velik problem, da nimamo nadzora, kam odlagajo smeti. Točno to, kar je, mislim, problem vseh ekoloških otokov, praznih obuk in tako naprej. Kakšne imate sploh možnosti nadzora nad tem, kje končajo te izdelki oziroma končni produkti nekoga, ki je na nekom objektu nekaj delal in tako naprej. In kakšne so možnosti dejansko uvedbe videonadzora, ker vemo, da imamo povsod opozorilne table s konkretnimi kaznimi zapisane, ampak sama tabla pa kazen na papirju nič kaj dosti ne pomeni, če ni nadzora. Hvala. Hvala, beseda ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj par konkretnih vprašanj v zvezi s tem odlokom in pa potem samo izvedbo v praksi. Kakšna ne bi bila frekvenca pobiranja tega papirja?
koliko ne bi to stalo občanke in občane, ali je to že zajeto v potrjenem elaboratu v prejšnji točki, ali bo to kakšna dodatna podražitev. Kako je v primeru, ko se recimo gospodinjstva odločijo, da papir in odpaden karton podarjajo bodisi v preteklosti šolam, bodisi skavtom oziroma podobnim organizacijam, ali v tem primeru spadajo med izjeme ali ne? In pa kakšne so mogoče z vaše strani same izkušnje v tem testnem obdobju, se ljudje držijo tega ločevanja, ali so bile zaznane kakšne večje težave? Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Mihela Brnot-Vetrnik. Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj sicer zelo veliko vprašanj je takih, kjer bi konkretno res lahko odgovoril gospod Igor Petek, če mu boste dali besedo. On namreč pri tej točki sicer ni poročevalca, ne, odlok je pač neodvisen akt in ni to koncesionar ne sodeluje pri sami pripravi odloka. Zdaj mogoče jaz na par stvari. Ja, problem ekoloških otokov je velik že leta, v določenem obdobju večji, v določenem manjši. V teh zadnjih 2 letih, ko se je zelo povečala spletna prodaja, se je ogromno povečala tudi količina embalaže nastale in to se je na ekoloških otokih recimo tudi zelo odražalo. Te rumene posode na ekoloških otokih je dejstvo, da so že nekaj časa bolj potuha kot potreba. Predvsem se tako malo grdo rečeno šlepajo nekateri večji uporabniki, pravne osebe, ki bi morali imeti večje posode. Seveda, če gre pri njih to za odpadek iz dejavnosti, ne za komunalni odpadek, tudi nekaj plačati, ne? Medtem ko pri gospodinjstvih se embalaža ne plačuje posebej. Zdaj mogoče kar navezala na to zadnje vprašanje gospoda Močnika. Zaradi uvedbe ločenega zbiranja papirja po sistemu od vrat do vrat ne bo to dodatna cena oziroma nekaj dodatno zaračunano. To je upoštevano v ceni, ki jo plačujemo za glede na velikost nameščene črne posode. Igor, žal bi omenili ste nekaj problematičnih ekoloških otokov. Res je, še več je zelo problematičnih. Marski se je, rekla, vzpostavil malo večji red, marski pa je problem. Zaradi teh sprememb, ki se letos uvajajo, pričakujemo letos tudi še probleme, ampak upamo pa in računamo, da se bo s časoma zadeva uredila, tudi s pomočjo bolj striktnega nadzora, pa verjetno tudi kakšne izdane kazni. Žal, kazen je vzgojna. Na koncu se vedno to nekako izkaže. Je pa glede teh tudi mogoče včasih pomislekov zaradi umika teh rumenih posod z ekoloških otokov. Glejte, sosedne občine, naprimer, te, ki jih pokriva javno podjetje Prodnik, Domžale, Mengeš, in to imajo že nekaj let na ekoloških otokih, nimajo rumenih posod. V začetku so bili tudi veliki problemi, no zdaj je pa situacija kar precej boljša. Zdaj, kar se tiče teh predlaganih oprostitev plačila, zelo veliko je bilo izraženih tovrstnih želja, tako publikusu kot tudi občini. Seveda tukaj gre za potem izvajanje dodatnega nadzora, včasih je verjetno tudi kakšna zloraba možna, ampak glede na to, sploh se je pa zdaj v tem obdobju zaprtja zaradi epidemije koronavirusa, pa resnično izkazalo, da nekatere firme niso mogle delati prav nič. So sicer mogoče v tistem začetnem obdobju izvedeli kakšno generalno čiščenje ali kaj podobnega, tako da so imeli takrat tudi nekaj odpadkov, ampak potem pa nekaj mesecev ne. Tudi kar se tiče, rekla, skoraj celoletne odsotnosti študentov od doma, je bilo raven tako. S tem, da pri študentih moramo vseeno vedeti, mi nimamo zaračunavanje stroškov po osebah. Glede na število oseb je določena velikost posode, ne? Tako da to spet, če je, ne vem, bom rekla, eden iz gospodinjstva ali kaj, ni rečeno, da se s tem dejansko strošek zmanjša, ker če se posoda ne zmanjšuje. Je pa to, ja, stvar debate in presoje, no. Ne vem.
Kar se tiče video nadzora, mi smo že pred leti probali, to je nekaj let, pri teh opozorilnih tablah smo takrat celo namestili spodaj ene take manjše sive tablice območje video nadzora, ampak tega je že res 10 let po moje. Ampak je bil odziv zelo hud. Od informacijske pooblaščenke do varuhinje človekovih pravic in tako naprej so nam pisali in kar precej grozeče pisanje je to bilo, tako da nikakor ne smemo tega uvesti, zato tudi video nadzora ni. Frekvenca pobiranja papirja, ste vprašal, gospod Sitar Močnik, na 4 tedne. Sočasno se zmanjša oziroma spremeni tudi frekvenca odvoza črnih oziroma praznjenja črnih posod. Ravno tako na 4 tedne. Zdaj v teh 3 krajevnih skupnostih, kjer že nekaj mesecev to poteka, ni bilo nobenih pripomb. Na občino smo dobili en sam klic ene malo jezne gospe, malo od začetku, zakaj zdaj to kanto za papir silijo, če pač ona papirja ne rab. Ampak resnično samo en, tudi na publikusu ni bilo podanih kaj pritožb, dobro je bilo sprejeto. Zdaj ostalo pa, če lahko, gospod Petek. Še kdo? Predlog za glas, da se mu da beseda, tako da predlagam, da daje en predlog. Ok, potem dajem na glasovanje predlog, da se da beseda tudi gospodu Petku. Glasujemo o tem predlogu. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Besedo imate gospod Petek. Sej, gospa Vetrnik je večino pravzaprav stvari odgovorila zelo pravilno. In kar se tiče pravzaprav stroškov, je bilo vprašanje gospoda Sitar Močnika, pa frekvence. Pri frekvenci je tako, da pri blokovni gradnji, pri velikih blokih, bo frekvenca ostala nespremenjena in bo tedenska, pri papirju 14-dnevna je predvidena. Okoli samega papirja je pa tako, zelo veliko je teh v razgovorih, da se daje šolam, se daje, ne vem, nekdo odnese prodati kaj takega. Vseeno mi želimo pravzaprav zajeti ves papir. To je bistvo. In tega, kar se pravzaprav daje v šolski akciji ali kaj takega, tega je približno polovica. Sploh se ne zavedamo, pravzaprav šele, ko bojo občani imeli zabojnike, bojo videli pravzaprav koliko tega dejansko in se bojo odločili za striktno ločevanje, bojo videli pravzaprav koliko tega dejansko nastaja. Sam na pripombe gospoda Žavbija v bistvu ne bi, v bistvu so ne bi imel v bistvu nobenega komentarja, ker so upravičene. V glavnem vse dejansko se prihaja tudi pri ekoloških otokih do teh zlorab in do teh zlorab oziroma tega šlepanja. To se bomo mogli na nek način lotiti, da se to pravzaprav to stanje izboljša, tudi mogoče z drugimi vsebinami na, se pravi, zbiralnic ekoloških otokov. To bi jaz na kratko imel, če je še kakšno tako vprašanje, pa z veseljem odgovorim, ker mislim, da je bila pa gospa Vetrnik zelo temeljita. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala. Razumem, da ste pred leti preverjali, saj vemo, da pred leti smo tudi v kar neki kamer imeli po Kamenku zaradi parkingov in tako naprej, ampak stvari se verjetno spreminjajo, tako da bi vsem prosil, da še enkrat preverite, kakšne so pravne osnove za to, da se nadzor uvede, pa da vidimo, ali to res ne moramo ali lahko. Hvala. Hvala.
Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.